spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Od razglasitve epidemije pa do danes se je mnogim življenje zasukalo kot še nikoli prej. V tem obdobju je bil naš primarni cilj sprejeti ukrepe za zajezitev širitve epidemije ter preprečiti najhujše posledice, ki jih bo imela epidemija na naše gospodarstvo, socialne sisteme in javno življenje. V okviru tega smo si prizadevali zagotoviti celovite in predvsem učinkovite ukrepe za pomoč celotnemu gospodarstvu s ciljem, da bi te težke čase čim lažje premostili. Naš skupni trud, spoštovanje preventivnih ukrepov in skrb za druge je veliko doprineslo k uspešnemu izhodu iz kriznih razmer. Epidemije res, da še nismo popolnoma zajezili, vendar smo na dobri poti. Z zadovoljstvom lahko povem, da se po skoraj natanko 2 mesecih pomemben del omejevalnih ukrepov na področju trgovine in turizma znova sprošča. To je dobra novica za vse nas, tako za gospodarstvo, kot seveda tudi za potrošnike. Do te odločitve je privedlo več razlogov, naj naštejem 2. Prvič, ugodna epidemiološka slika, ki kaže na umiranje okužb in potencialnih žarišč, in drugič, izjemno dobre izkušnje, ki jih imamo z dosedanjim sproščanjem ukrepov na področju trgovine in turizma. Drugi razlog posebej izpostavljam zato, da bi vsi skupaj razumeli, da je obvladovanje epidemije naša skupna odgovornost. Novi koronavirus živi z nami in mi z njim, tako bo še nekaj časa, dokler znanstvenikom ne bo uspelo odkriti zdravila zanj. In vse dotlej se bomo morali novim razmeram prilagoditi na način, ki ne bo pretirano spreminjal naših navad. S spremembami odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki jih je sinoči sprejela vlada, se z 18. majem znova odpirajo vrata vseh trgovin in storitev. Prav tako bodo tudi gostinci lahko stregli v notranjih prostorih, odpirajo pa se tudi kuhinje. V prodajalnah bodo po novem izenačeni vsi potrošniki. Odpravljene bodo torej časovne omejitve za ranljive skupine, torej za upokojence, nosečnice in invalide. Še naprej pa ostaja prepovedano ponujanje naslednjih storitev, in sicer nastanitvenih obratov nad 30 sob, nastanitvenih obratov za potrebe zdraviliškega zdravljenja, wellnessa in fitness centrov, bazenov in vodnih dejavnosti ter diskotek in nočnih klubov. Kljub sproščanju ukrepov za zamejitev širjenja virusa pa moramo ponudniki blaga in storitev pri opravljanju dejavnosti strogo upoštevati pogoje za zajezitev in obvladovanje epidemije. S tem odlokom se tako določi, da je ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi minimalni stik s potrošniki in v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Z odlokom se ohranja minimalni obratovalni čas s prodajanjem živili, in sicer od najmanj 8 ure do vsaj 18 ure, kar ne velja za mikro in majhne družbe ter srednje in velike družbe, katerih obratovalni čas na dan pred 12. marcem 2020 ni bil daljši od 10 ur. Ti lahko obratovalni čas določijo v skladu s svojo poslovno odločitvijo, pri čemer upoštevajo, da so prodajalne razen bencinskih servisov in lekarn ob nedeljah in dela prostih dnevih zaprte. Za drugi del, torej večje nastanitvene objekte oziroma hotele in ostale izjeme, pa se zaključuje priprava navodil za delovanje v spremenjenih razmerah. V ospredju teh pravil bo varovanje zdravja na način, ki bo ponudnikom storitev omogočal delovanje in jih ne bo potiskal v še
težji položaj, v katerem so se že tako ali tako znašli. Navodila sicer pripravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki pa je pri tem tesno sodeloval s turističnim gospodarstvom v okviru naše strokovne skupine na našem ministrstvu. Pričakujemo, da bomo lahko smernice javnosti predstavili v nekaj dneh in potem takoj sledi tudi odprtje teh objektov. Za konec bi rad povedal še to, da turizem bo v prihodnosti izgledal nekoliko drugače. Srečo oziroma prednost, ki jo pa ima slovenski turizem, pa je v tem, da smo se že pred leti odločili, da gremo v smer butičnega turizma, varnega, zelenega turizma, kjer poudarjamo čistost, pristen stik in nemasovnega turizma. To je tista prednost, ki jo sedaj v Sloveniji imamo. Zelo pomembno je, da ponujamo lokalno, zelo pomembno je, da se tako ponudniki turističnih storitev, gostinci, kmetje, ostali, ki sodelujejo v tej verigi, povežejo in gostu ponudijo tisto, kar bo zdaj še posebej cenil, to pa je lokalno. Hvala. Hvala lepa za povedano. Mi pa imamo že vprašanja in sicer prvo vprašanje za vas zastavlja novinar spletnega portala Sobota Info Rok Šavel. Zanima ga, ali lahko turistične nastanitve do 30 sob že ta vikend sprejemajo goste in kdaj lahko pričakujemo objavo tako imenovanih korona standardov? Torej, odlok začne veljati z 18., kar pomeni, da tudi nastanitveni objekti do 30 sob lahko začnejo sprejemati goste od 18. naprej. Dodatni korona standardi, poleg tistih, ki jih je NIJZ že objavil na strani, se v tem trenutku še pripravljajo. Jaz pričakujem, da bodo najkasneje jutri objavljeni, tako da za ponedeljek, ko sledi sproščanje vseh teh ukrepov, bo jasno tudi, kar se tiče teh dodatnih ukrepov. Na splošno pa veljajo tista splošna navodila NIJZ-ja, ki že sedaj recimo veljajo za terase, ki veljajo za recepcije, torej distanca med gosti, razkuževanje v notranjih prostorih, maske oziroma distanca na 1,5 metra in tako naprej. To, kar bo pa še dodatno potrebno za nastanitvene objekte, pa bo, kot sem povedal, najkasneje jutri pričakujem na straneh NIJZ-ja objavljeno. Ta navodila smo pripravljali skupaj z NIJZ-jem, torej na našem ministrstvu v sklopu strokovne skupine Strokovnega sveta za turizem v preteklem tednu, tako da so navodila pripravljena na način, da so izvedljiva, jasna in pričakujem, da večjih težav ponudniki ne bodo imeli. Hvala lepa in še drugo vprašanje novinarja Roka Šavla. Nekateri hoteli že napovedujejo odprtje z junijem. Ali lahko uradno potrdite, da bo s 1. junijem omogočeno obratovanje hotelov in drugih turističnih objektov, ki so za zdaj še prepovedani? Torej, datuma v tem trenutku uradno ne morem potrditi, pričakujem pa, da bodo standardi usklajeni za večje hotele v prihodnem tednu, tako da takoj, ko bodo ti standardi usklajeni in objavljeni, ni več ovir, da se hotelov ne bi odprlo. Vprašanje, ki ga zastavlja notranjepolitično uredništvo Slovenske tiskovne agencije, za vas pa je takšno, kaj točno se bo 18. maja odprlo na področju turizma in kaj ne? Kdaj bodo objavljene smernice NIJZ, ki jih pričakujejo v turizmu, da lahko načrtujejo svoje delovanje? Torej, odpre se lahko vse razen tistih nekaj izjem, ki sem jih povedal v začetku. Torej, to so hoteli oziroma nastanitveni obrati nad 30 sobami, zdraviliški turizem, wellness, fitness, diskoteke in nočni klubi. To še počaka do trenutka, ko bodo standardi pripravljeni. Jaz pričakujem, da bodo pripravljeni v prihodnem tednu in potem sledi sprostitev tudi teh ukrepov. Do takrat pa ostajajo zaprti. Vse ostalo pa se odpira s ponedeljkom. Dodatni standardi, to se pravi tisti, ki še ne obstajajo, za specifike bodo najkasneje, kolikor imam informacije, jutri, če ne že danes, na spletnih straneh NIJZ-ja tudi objavljeni. Hvala lepa. Novinarko Televizije Slovenija Špelo Lobe zanima, kako je z odpiranjem slovenskih zdravilišč. Torej, to je tudi tisti del, ki je zaenkrat še v izjemi. Izjemi je pa zaradi tega, ker je potrebno dodatno standarde določiti. Takoj, ko bodo določeni, sledi tudi sprostitev teh objektov.
Mark Vidrih, kanal A, sprašuje naslednje. Od ponedeljka bo mogoča tudi strežba znotraj gostinskih lokalov. Smernice za delo pa še niso objavljene. Kakšne bodo te smernice in kdaj jih gostinci lahko pričakujejo? Torej najkasneje jutri. Smernice bodo, če jih na grobo povzamem, zelo podobne tem, ki so že zdaj predpisane za notranje prostore, torej razdalja 1,5 metra za mizo oziroma od drugih gostov, razen za tiste, ki živijo v istem gospodinjstvu, potem pri vhodu maske, enako velja za gostinske delavce, sprotno razkuževanje, pribor v vrečkah razkužen, vsi ti do potankosti določeni standardi pa bodo, kot sem povedal, po tem, kakršno informacijo imam, najkasneje jutri objavljeni. Hvala lepa. Novinar Al Jazeere Balkans Gašper Lubej sprašuje, kako je z odpiranjem mej. Kdaj bo odpravljena karantena, saj sicer turizem, ki je odvisen od tujih gostov, ne more zaživeti? Za državo, kot je Slovenija, ki je v bistvu v večini odvisna od tujih gostov, je zelo pomembno, da čim prej odpremo tudi meje. Včeraj je Evropska komisija poslala smernice odpiranja. Te smernice so zelo podobne tistim, kar smo mi že počeli v odnosu do Hrvaške, torej ko se je minister sestal s hrvaškim ministrom glede odpiranja hrvaške meje. Zdaj v prihodnjih dneh bomo intenzivno delali na tem, da podobne protokole čim prej dorečemo tudi z ostalimi državami. Kar je pomembno, je tudi to, kar je danes povedal predstavnik Evropske komisije, je, da se lahko dogovorimo tudi ne le na nacionalnih ravneh, ampak tudi s določenimi regijami, ki imajo, to pa je pogoj seveda, podobno oziroma zelo dobro epidemiološko sliko, ki imajo zdravstveni sistem, ki lahko vzdrži in je pripravljen na virus. In deloma so smernice tudi v tem, da se napotuje tudi v sledenje oziroma v spremljanje virusa pri okuženih. Ampak za nas je pomembno to, da so tisti trgi, ki so naši primarni, tako Avstrija, Nemčija, Italija, ne v celoti, v podobni epidemiološki sliki, kar pomeni, da pričakujemo in si želimo, da se te meje oziroma te protokoli čim prej dorečejo.